Eva, še en teden do odhoda v Baku. Kakšni so kaj tvoji občutki? Si kaj nervozna? Moji občutki so ful fajn, zato ker komaj čakam, da se bo vse skupaj začelo, vse tiste vaje priprave tudi v Bakuju, tako da jaz se že ful veselim odhoda, no. Kako se kaj po zmagi na Emi spremenilo tvoje življenje? Verjetno kar precej. Ja, moje življenje po Emi, po zmagi se je ful spremenilo, mislim, tempo je nor in vse, kar se je dogajalo zdaj okrog mene in si v bistvu to sploh predstavljati ne morem, ker to, če bi mi nekdo rekel pred pol leta, da se bo to vse dogajalo, jaz mu ne bi verjela, ne, ker to enostavno moraš sam doživeti in pol videti, kako je v bistvu to ni lahko, no, biti v tem show biznisu in v tem tudi uspeti. No, v zadnjem času si tudi veliko potovala po ostalih evropskih državah in predstavljala pesem. Kako so te tam sprejeli, kje vse si bila? Bila sem v Amsterdamu, pa v Londonu, pa tudi v Zagrebu, v eni oddaji. Drugače pa, ja, meni se je zdelo, da so me ful fajn sprejeli, pa nasplošno, ampak vedno je bilo tisto tipično vprašanje, kak je tvoj občutek, ko si 16 let, ne? Ker najmlajša in to mi je že bilo tako, no, joj. Ampak mislim, da pa so ful fajn sprejeli, no, da je bil tudi dober odziv pol na internetu in vse posod, tako da fajn. Koga od ostalih predstavnikov na Eurosongu si pa vse spoznala? V bistvu sem v Amsterdamu, ko nas je bilo 24 let, sem spoznala 23 ostalih. Drugače pa moram pa priznati, da sem se ful veliko pogovarjala z portugalsko predstavnico. In ona mi je ful veliko smo se menili in vse to. Drugače pa vsakim sem se tudi sporazumela pa spoznala, no. Kaj pa od kakih predstavnikov Eurosonga ti je bil še kak posebej simpatičen? Ja, Turk je valjda bil. Ne, ampak mislim, ful so bili vsi prijazni, no. Tudi ta z Malte pa z Moldavija, ja, se nekaj tako, Moldova, v glavnem se reče, ne vem. Ampak vsi so bili ful tak, no. Simpatični in prijazni in vse skupaj. Ok, kakšen bo pa kaj nastop na Eurosongu, če lahko kaj izdaš? Izdala ne bom vsega, ampak bo ful tak pravljičen, mislim, tak preprost nastop, zelo lepo obleko, tako da res pohvalim Mateja in vse tiste šilje, ko so to naredili, tako da res vsaka čast, drugače pa bo, mislim, lepo bo. Lahko zdaj izdaš vsaj kaj o obleki? Ja, zdaj, kaj še mislim, rekla bom, da je ful lepa, ne, to lahko rečem, drugače pa bo veliko cvetov, bodo videli vsi, no, veliko cvetov na meni, tako da barva v bistvu bo med belo in glavnem, ne bom se povedala. No, ok. Si mogoče na kakšnih tujih forumih zasledila kakšne kritike o tebi? Ma kaj pa vem, mislim, ne berem toliko teh forumov, ker enostavno, ker če ti to toliko bereš in se s tem obremenjuješ, se mi zdi, da čist brez veze, ker enostavno ti pol to pride v glavo, shit, kaj pa če zdaj to tako naredil, pa ono pa tretje, ampak nekako se ne obremenjujem s tem in grem sam tisto svoje, vodim naprej, ne. Ok, pa za na konec, kaj pričakuješ od svoje pustolovščine v Bakuju? Jaz mislim, da sem v Bakuju ful veliko naučila o tem show biznisu in vse to, kako se to na Eurosongu poteka. In pa valjda, to bo za mene največja izkušnja, no, v življenju, ker v bistvu staraš sem valjda šele 16 let in to se ne zgodi vsakemu 16-letniku, ne, ali pa 16-letnici. Tako da v bistvu jaz bom dala maksimalno vse od sebe, da pač država predstavlja najboljši luči normalno in upam, da bodo to tudi ostali videli. Zdaj, glede uvrstitve pa pol bomo videli, no, kako bo. Okay. Verjamemo vsaj v finale, ne? Ja, to valjda, mislim, upajmo vsaj na finale, no, pa če že pridemo, pa valjda ciljamo na najvišje.